Spoštovani gledalci, konec leta se bliža in vsekakor tudi čas, da naredimo prestek leta z župani. Danes je z nami v gosteh župan Zagorja Matjaž Švegan. Prijeten pozdrav. Pozdravljeni, hvala za vaše povabilo in pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. V tem decembrskem času je verjetno kar veliko stvari. Zagorje vsako leto, tudi novo leto, praznuje. Kakšne prireditve, kakšne dogodivščine se obetajo še ob koncu leta? Ja, jaz se lahko rečem, da je res veseli december, čeprav vedno pravim, da vsak dan je vesel v Zagorski dolini. December je specifičen, ker se poslavljamo od leta 2019, ki ga označujemo rekordno po uspehih, in tudi na vseh teh prireditvah se marsikdo vpraša, kje so meje še obiska in te pozitivne energije, ki se goji in raste v Zagorski dolini. Tako da smo pričeli z miklavževanjem, dosegli rekord po obisku, seveda po obisku najmlajših otrok, ki je tudi bila namenjena ta prireditev staršem, dedkom in babicam, vsem generacijam, ki radi prihajajo v Zagorsko dolino in ki živijo v naši zagorski družini. Potem pa ogromno koncertov, prireditev, veliko je sprejemov, ravno v teh dneh je bil tudi sprejem za direktorji večjih gospodarskih in uspešnih družb v Zagorju in s tem lahko rečem, da Zagorje gre samo še više v slovenskem prostoru. Leto pa zaključujemo potem poleg vseh prireditev, kjer jih je več tudi s silvestrovanjem, a ne? Silvestrovanjem, tako je v dvorani 29. je Perpetuum Gesile, zdravčicam oziroma pevskim zborom Zdravstvenega doma Zagorje, potem pa tudi na prostem koncert z Škugorjem in pa Zečičem, Aktualo Galamo, no potem pa tudi v novo leto in vsako leto svojo družino potem ob polnoči pozdravim vse tiste, ki prihajajo v našo občino in rečem hvala Zagorju, da sem lahko župan njihove zagorske družine in njihove zagorske občine. Ampak biti župan ni samo lepo in zabavno, čez celo leto je kar precej dela. Če pregledava leto 2019, kaj so tiste večje vidne investicije, ki ste jih imeli v občini? No, tukaj predvsem smo podarili rekord v zadnjih letih na področju cestne infrastrukture, zaključena dokončno ta vpadnica v Roardi s pripravo zemljišča. Ravno v teh dneh smo že podpisali pisma o nameri o prodaji vseh zemljišč, skoraj vseh, enega še čuvamo za eno dokaj pomembno in mislim, da če nam bo to uspelo, bo pravi boom, ne samo v slovenskem, ampak v evropskem prostoru. Podpisali 4 pisma o nameri o izgradnji obrtne cone, to je obrtna cona Selo, znana zgodba okrog termita, tako da bojo domačini gradili na tem področju. No, potem je tudi obnova ceste Kolodvorske, kjer smo zaključili za izgradnjo semaforja pametnega proti železniški postaji in tudi v naslednjih letih naj bi sanirali most z rondojem potem proti Trbovljam oziroma Litiji. No, za gradnjo ceste Podkom Sopota je tudi cesta od Sopote proti Litiji, kar 6 km asfaltirane, modernizirane regionalne ceste. Seveda to ni zasluga samo lokalne skupnosti, ampak gre zahvala tudi Ministrstvu za infrastrukturo, ki je naredilo en velik korak, ne samo v Zagorju, ampak v celem Zasavju na področju cestne infrastrukture. No, tukaj je potem tudi preplastitev, ureditev cestišča Slačnik. Asfaltirali smo več kilometrov lokalnih in krajevnih cest. Vse pa največji udarec, ki je bil v tem letu, je z področja elementarja. Imeli smo 3 neurja, ogromno škode na lokalni in državni infrastrukturi. No, v teh dneh pa občina spreminja svojo podobo. Mislim, da smo naredili velik korak pri sanaciji vodotokov, tako Medije kot Režice, in v teh dneh dobivamo ogromno priznanj in pohval, da tisto, kar so v 20 letih naredili in kar marsikdo bo čakal še 20 let, smo mi naredili sedaj v nekaj mesecih. Seveda to je prvi korak, veliko nas čaka še v prihodnosti.
Na področju turizma pa mislim, da je največji uspeh, da je Ministrstvo za šolstvo oziroma Center šolskih in obšolskih dejavnosti odkupil prvine, ker že potekajo aktivnosti, kjer bo okrog 3000 mladih, predvsem pa družin, prišlo v našo občino in s tem dali tudi en nov zagon celotnemu Zasavju. Tako da to leto je uspešno. Predvsem pa je pomembno, da če je 7,2 brezposelnost v Sloveniji, je v Zagorju 6,7, kar je pod slovenskim povprečjem. Seveda mi s tem nismo zadovoljni, želimo še visoko produktivna delovna mesta in tudi družba ETI gre, kot drugo leto praznuje 70-letnico v novo linijo, kar okrog 17 milijonov evrov so letos investirali in to so te uspehi, ki mi dajo moč, energijo in jaz tako pravim, vse nismo sami krivi, če smo pa dobri, najboljši. Malce ste že nakazali tudi leto 2020, pa povejva tiste glavne stvari, za katere vemo, da bodo v prihodnjem letu ali vsaj v prvi fazi ali kakorkoli se začele. Sigurno bo veliko razpisov, izbira izvajalcev, tako je obnova upravne stavbe SVEA, kjer dobimo baletno šolo, glasbeno šolo, prostore za salon SVEA in pa regionalno razvojno agencijo, tako da bo ta vhod dobil še lepšo podobo in pa mlad. Bo v drugem letu tudi že selitev vanjo? Ne, drugo leto je izbor izvajalca, tako da računamo 2021 v prvi polovici naj bi se selili, glede na samo investicijo, ki je treba objekt kompletno energetsko sanirati, od okn, fasade do posega v notranjost. Potem je tukaj pričetek tudi kolesarske steze od Zagorja proti Orehovici. Vemo, da je vlada sprejela tudi sklep, da 2021-2022 gre v izgradnjo tretjega odstavnega pasu Trojanskega klanca. Investicija znaša okrog 14-15 milijonov evrov, tako da te zgodbe se opadajo. Je pa tudi projekt električnih polnilnic, kolesar električnimi kolesi, ker bo vsak imel možnost mobilnosti s kolesom. Želimo občankam in občanom dati tudi eno novo energijo in pa novo podobo. Vemo, da smo velik padec doživeli pri osnovni šoli Tonto Krogare, ki je bil projektantski predračun okrog 5 milijonov evrov. Ponudbe so bile povprečno 7,5 in gremo v kompletno obnovo telovadnice in pa s projekti potem, kako naj bi v 2-3 letih zagotovili najboljše pogoje. Seveda v skladu s svojimi finančnimi obveznostmi. Vemo, da, če lahko rečem v tem domačem žargonu, največjo dvojko smo dobili strani parlamenta, vlade, kar se tiče povprečnine, da je samo 5 milijonov evrov za predšolsko oziroma osnovno šolsko vzgojo v letu 2020-2021 in da se celo povprečnina 2021 za 1 evro zniža. In če smo prej govorili, da smo v 2 mandatih izgubili 12 milijonov evrov, sedaj v času konjunkture bomo zopet izgubili okrog 5 milijonov evrov. Skratka, ne bomo dobili tistega, kar bi nam pripadalo. In tukaj moram reči, da sem razočaran, ampak s tem vprašanjem se je škoda ukvarjati. Sicer pa kdo sem jaz, da bi sodil o tem, ali počnejo prav ali ne. To je pač njihova odločitev. Mi smo maksimalno župani protestirali, ampak na koncu potegnili najkrajšo v zgodovini največjega državnega proračuna. In s tem projektom potem pa tudi gremo komunalno urejene zemljišča, kot sem omenil uvodoma, kaj počenjamo v tem letu. Odpis smo v nameri, uredimo obrtno cono, selo, pridobili pa smo tudi projekt regijskega poligona za gasilke in gasilce, Hrastnika, Trbovlje, Zagorja in tudi širše. To gre za investicijo Gasilske zveze Slovenije in pa tudi v manjšem delu lokalne skupnosti, ker moram reči, da imam res najboljšo vojsko. Gasilke in gasilci so moj ponos in s tem jih tudi finančno, moralno podpiramo. Če imaš takšne gasilce, si lahko tudi uspešen župan na področju zaščite in reševanja. Tako da so to projekti vredni več milijonov. Seveda pa želimo
tudi do konca mandata urediti samo cesto skozi, smo v zaključni fazi izdelave projekta skozi Kisovec, ostaje nam še potem krajevna skupnost Franc Farčnik, cestna infrastruktura, no v teh dneh pa tudi pričenjamo z izgradnjo s pomočjo države mostu proti Škendrcu, ker ta cesta je imela pred 10 leti lokalni značaj, sedaj ima regionalnega in država investira v nove mostove, bolj varne, širše in tudi ta povezava proti Radečam, proti posavski regiji postaje bolj prijazna in tudi tam so prijazni župani, s katerimi res dobro sodelujemo. Ne le eno leto, kar nekaj let naprej sva malce skočila v teh projektih, je pa eno veliko vprašanje, ki visi nad Zagorjem, Medijske Toplice. Ja, to je vprašanje, ki je kar dnevno zastavljeno meni kot županu, ki sem dal na zadnji seji pobudo, da skušamo lokalna skupnost presekati vprašanje, kaj bo s tem objektom, kaj se bo počelo, ali bo odlagališče, ali bo parkirišče, skratka, da gre nekaj mimo strategije lokalne skupnosti. Vemo, da je tukaj gor na tem objektu so počrpali 8 do 10 milijonov evrov denarja, objekt je propadel, odgovarja nihče, največja žrtev je župan, občinski svet, občanke in občani Zagorske doline in vsi tisti, ki prihajajo, se zgražajo nad tem, tako da smo v fazi dogovarjanja, sedaj po sklepu sodišča naj bi šli ponovno zbiranje ponudb nezavajajočih. Pa bi občina to kupila zase ali kupila kot investicijo, s katero bi lahko v bistvu imela neko moč, da razpolaga z njo? Kot moč, da z njo razpolagamo, da določimo vsebino, seveda pa vzporedno s tem intenzivno že vodim pogovore, kaj bi na tem področju gradili. Je pa moja odgovornost kot župana, ne da zamahnem z roko in da rečem, saj me ta stvar ne zanima, prostor je največja vrednota, vrednost in najlažje je danes pozidati ali prodati, najtežje obdržati in tudi župan, ki bo prišel za mano, če ne bo uspelo meni, ima možnost potem na zemljišču, ki je občinsko, to tudi graditi. Seveda tukaj je malo možnosti, da bom uspel, ampak kdor me pozna, ve, da je to zame velik izziv. Če bom uspel, bojo vsi rekli, ja, vse je bilo enostavno, če pa ne bo veliko kritik, če bom uspel, bo pa zopet civilna iniciativa, dajmo se kopati drugo leto, ne, ampak, veste, kupiti takšen objekt je zelo taka težka poteza, odgovorna, ampak povedal sem, kakšni so argumenti in če jim bo uspelo, moram reči, eden mojih večjih uspehov v zadnjem obdobju. Ampak sreča je vedno na strani pogumnih in Zagorjani smo s to srečo soočeni vsak dan. Pa se vrniva bolj na vaše osebno domače življenje. Kako praznujete doma? Vem, da se vsako leto udeležite silvestrovanja tudi v Zagorju kot župan. Pozdravite vse, pa vendar. Kaj je pa za zaprtimi vrati? Večerja, pečete piškote? Praznik Božič je tisti, ki ga v širšem krogu praznujemo doma, potem 31. smo s prijatelji, seveda so pa vsi navajeni, da že tam okrog 11 ure rečem, da z družino odhajamo med moje občanke in občani. Seveda marsikdo od županov mi reče, dobro, da imamo Zagorje, da rečemo ljudem, pete v Zagorje, tam uživajte, mi župani pa ostali pa uživamo v drugem okolju, ampak to je cena županovanja in zame je to zadovoljstvo in tudi ljudje, ki so tam, nimajo možnosti si privoščiti kaj več v življenju kot v tistem trenutku in rečejo, veseli smo, da smo z vami, jaz pa še bolj srečen, da sem lahko z njimi in pa z mano je tudi moja žena in sin. Pa da še vse in skočimo malce domov, a spečete kakšne piškote? Piškoto ne pečem, sladic ne pečem, rad pa kuham, tako da že pripravljam. Bo kaj dobrega letos družina poskusila? Bo, sigurno nekaj novega, drugače pa klasika. Če imam le možnost, večkrat tudi kaj skuham, ali za kosilo ali večerjo, ampak premalo, da bi
se lahko s tem hvalil, ker sem tudi premalo doma, da bi se hvalil, da sem preveč družinski, no, ker funkcija je obveznost in tukaj samo rečem hvala moji ženi in sinu, da me sprejemate takšnega, kot sem. Tako, zdaj preden čisto zaključiva, pa še na priložnost, da pozdravite naše gledalce, gledalke, občane, občanke in pravzaprav vse Zasavce in Zasavke. Kar tamle pa vam prepuščam besedo. Spoštovane gledalke in gledalci, danes je dan, ko vam lahko rečem hvala za vse tisto dobro v letu 2019. Prihajajo prazniki, Božič, dan samostojnosti, prihaja leto 2021. Želim, da slabe stvari date ob stran, dobre ohranite v sebi in jih ponesete v leto 2020. In hvala vam za vso energijo in podporo, ki mi jo dajete. Jaz vam lahko obljubljam, da kot človek, kot župan bom stal naprej v strani, kdorkoli bo prosil za pomoč in kar je v moji moči, bom pomagal in naj vam bo leto 2020 srečno in naj vam besede, ki jih izrečemo v koncu vedno, župan Matjaž Švagan, imam vas rad, ostanejo v srcu in vse lepo vam želim v vašem privatnem življenju in v življenju, katerega živite in naj vam bo vsak dan rojstni dan, dan veselja in dan nasmeha in spoštovanja. Srečno. Najlepša hvala za lepo voščilo. Seveda tudi vam, spoštovani gledalci, radi se imejte, smejte se, veselite se, pravi zagorski župan in točno tako naj ostane vse dni v letu, ne le zadnje dni. Srečno!